Ja, kako lepo je bilo tole slišati, pa se že znamo veseljake, ne? 20 minut čez drugo veste, kdo je z nami oziroma sta. Začeli smo žensko, to je Rebeka Dremelj, prijeten dober dan. Hello. Pozdrav tudi Sebastianu, tvoja pesem tudi, če pride na vrsto. Hvala Bogu, da ne bomo za ostanku. Pa si zmeri tak gentleman, sem prej vprašal, kjero skladbo zavrtim prej, ne, pa je rekel seveda, da ima Rebeki prednost. Kaj je rekel? Zakaj pa lažeš zdaj, zakaj pa z njim držiš? Sploh ni res tega rekel je zavrti mene. Ampak v hecu, kar se je vedlo med vrsticami, koga zavrtimo, ne? Zdaj sta lahko vesela, ne, ker bom zavrtel vse 3 skladbe in vidva bosta vmes. Primeš me za roko, vse je kot je bilo takrat, vso veselje je pred vrati, ustavil se je. Hvala za tako lepo božično razpoloženje, ki ste ga prečarala z decembrom, ne? Jej! Fajn. Mislim, v bistvu, mi dva sva že, kdaj sva to? 22. novembra že nam dodala to ven, malo pred decembrom. No? Tako malo smo ga pohitreti letos, ker se nam je zdelo, da se je tako razsulo cel svet, da smo rekli, ne, malo prej bova začela trositi to decembrsko pozitivno energijo in ljudje so to kar dobro sprejeli, moramo priznati. No. Res, v bistvu sva pričakvala, da bo lepo sprejeto, ampak nisva pričakvala, da bo tako lepo. Ful nama folk piše in govorijo, recimo, da tako, ko gledajo video spod, da se zraven kar malo smehljajo. Tako da to jaz mislim, da je namen zelo dosežen. Pa jaz se ne smehljam samo ob ogledu video spota, ampak tudi insertih izza kulisa, ki si jih tudi lahko pogledate na YouTubeu. Gremo, ajde, akcija, snemamo. Te je silo k telovadbi, Te je silo k telovadbi, priznaj. Marsikaj se je dogajalo za kamero, Veš kaj, sodelovanje z Sebastianom je zelo zabavno, sploh pa za tole kar ustaljeno ekipo, ki jo imamo. Smo mi že tako, kot ena taka velika familija, ki se malo norce delamo en z druge skozi. Lepo. Tako da je bilo zelo zabavno. No? Pa ni vam bilo očitno še prevroče, ker sta potem po videospotu si hotela malo dahnati tudi v recimo, da toplih krajih Malta, Turčija, vsak na svojo stran, ampak malo bolj proti jugu. Ja, veš, kaj videla sva, kak je koledar decembra, pa so rekla, veš, kaj je zadnji vikend. Novembra bo še hitro pobegnila vsak na svoj konec, Rebeka v Istanbul, sam sem pobegnil na Malto, nekoliko bolj na sonce in na plus 20. Kar lepo vreme, no, tako da smo se imeli tudi zelo lušno. Tako, zdaj pa ni več. Zdaj pa naslednje, kar je pa čisti kontra, torej na minus 16 in do minus 20 stopinj. Zadnjič je bilo minus 23. A res? Kam točno? Tako je za novo pesmijo, ko primeš me za roko, premierno tudi na veseljaku Rebeka Dremelj in Sebastian. Novo na veseljaku. Že na veseljaku, fajn se tole sliš, bravo. Ja, deli pozitivno energijo med ljudi, ne? Je taka pozitivna nota. No, kam zdaj greš na bolj hladno in zakaj je na bolj hladno? Hladno? To je zelo hladno. To je najbolj hladno. Najbolj hladno. Do minus 23 je bilo zadnjič. Kaj se boste s severnimi medvedi družili? Točno tako. Mi gremo namreč na Laponsko, na Finsko, k čisto pravemu božičku. In sicer greva mu predstaviti najino božično pesem in pa seveda neseva vsa pisma vseh otrok in pa seveda tudi odraslih, ki se bodo odločili, da bodo pisali božičku, neseva direkt v prave božičkove roke. Lepo. Tako da sva prepričana, da se bojo želje pa letos res uresničile. Tako je na tem mestu vabijo vse, da pišejo pisma, jih lepo okrasijo, kajti najlepše okrašeno bova obdarila tudi sama. Kam to in pošljejo na Za Božička in njegove škrate. V redu. Poštni predal 1035 2000 Maribor. Torej pišete, ne somejevat, svet kakršen je, vse želje napišete in potem ni hudič, da se letos ne bi vse izpolnilo. Zbiratelji Sebastianova plesna šola, ali kaj? Ne, poštni predal. Poštni predal, Maribor, tam se nekaj sliši. Na novo registriran poštni predal. Dobro, vse skrivnostno naj gre tako dalje. Koliko sta vidva skrivnostna svojo željo o božičku? Mislim, jaz predvsem si želim zdravja, pa malo bolj normalnega življenja, kot smo ga živeli zdaj zadnjih 2 let. Pa bom jaz čisto zadovoljna. No? Tako da mislim, da nam načeloma nič druga ne fali, kot samo to malo svobode, pa malo več empatičnosti do sočloveka, pa malo več razumevanja do sočloveka. Tako da to, no, te stvari. Take zelo osnovne stvari, na katere smo pozabili. Ja, sam tudi največkrat zaželim zdravja. Ker vse ostalo se mi zdi, bomo že uredili, ne? Ampak zdravje pa je tisto, ko je treba preventivno najbolj delati na tem, Lepo. Najlepša hvala, ker ste se oglasila pri nas na veseljaku. 3 minute pred 2:30 pa vas povabim, kje jo lahko v tem trenutku tudi vidite. Televizija Veseljak.
Televizija z nasmehom. Franc, živijo, podokničar. Živijo, Radici imajo danes prednost gosti, ti jo pa z veseljem predajam v tvojo televizijsko družbo. No, ja, seveda, gor jih bom povabil. Moram reči, da se mi je uresničila tudi želja. Jaz sem Miklavžu pisal, Ja? da dobim za Miklavža Rebeko in Sebastjana. Ne? Ja, bravo. Sicer sem zjutraj gledal, če sta kje na mizi ali pa na kavču. V žaklu. Ampak seveda Miklavž potem to drugače uresniči in je rekel v Ljubljano, pet v studio TV Veseljaka, tam jih boš pa dobil. No in vidim, da sta zdaj v paketu tukaj. Sem zelo vesel, zdaj jih bomo v Sloveniji tudi pokazali v živo, tako da jih bomo videli. Zdaj so jih po tebi, so jih slišali, ne? Ja, škoda bi bilo, da jo še ne vidite, ker sta tako lepo zrihtana, pa dišita, tak 4D pa si ne moramo iti, ne, ampak mogoče pa kmalo. Dišite po dobrem kosilu, tudi tako, da moramo tudi. Fajn bodite, dobro zrihtite. Bomo zrihtali. Glasbene želje pa, Ti se pa dragi, imeli, čau. hvala, veseljakinje in veseljaki uresničujemo tako na radiju kot na televiziji Veseljak danes popovdne. Srečno vsem trem, živijo. Hvala, čau, čau. Hvala, čau. Pa.